V zadnjih mesecih sta bili prodani še zadnji dve sistemski banki v državni lasti, Abanka in NLB. Največji problem pri tem je, da ne v enem in ne v drugem primeru vlada izsiljenega postopka privatizacije niti ni poskušala ustaviti. Se pravi, niti enkrat ni Marjan Šarec kot premier sklical vlade kot skupščine SDH, da bi posegel v prodajne postopke, ki so bili izsiljeni strani Evropske komisije. Tudi sicer opažamo zadnje čase, da vlada vleče v desno. Včeraj ste dobili v vpogled prvi osnutek dohodninske reforme, ki jo pripravlja minister Bertoncelj. Kljub temu, da smo se dogovorili tako poleti v koalicijskih pogajanjih kot pozimi, da se bo šlo v pravično davčno reformo, dobivamo v bistvu ponovno davčno reformo, ki bo najbolj razbremenila ravno najboljše plačane in povzročila ogromno luknjo v proračunu. Kar se tiče sodelovanja z vlado, smo v Levici nezadovoljni. Pred 14 dnevi smo bili na sestanku pri predsedniku vlade, kjer smo izrazili željo, da do poletja speljemo vsaj 4 od projektov, za katere smo se dogovorili v sporazumu. Konkretno so to sprememba 53.c člena zakona o zdravstveni dejavnosti, s katerim želimo onemogočiti privatizacijo zdravstva od znotraj, potem uskladitev minimalne študentske urne postavke z minimalno plačo, ureditev nepremičninskega posredovanja ter prenos stanovanj slabe banke na stanovanjski sklad. Niti eden od teh 4 projektov se 14 dni po sestanku s predsednikom vlade ne odvija tako, kot smo se zmenili. Zato smo se po včerajšnjih dogodkih glede Abanke odločili, da bom nemudoma organom stranke Levica dal v razpravo smiselnost nadaljnjega sodelovanja z vlado Marjana Šarca.